Balkans kanalu. Z vami sem Jan, samo malo, da se stvar začne uklapljati, pač, da ne bom imel tehničnih težav, ker na začetku vedno malo se ekran malo sprosti, se pravi, nekaj trenutkov, da se slika zbistri in da vidimo stvari tako, kot bi jih mogli videti in da pač so povezave take, kot morajo biti. Samo malo, evo, zdaj se stvar umirja, povezava je mirna, ja. Mislim, da je tole v redu, evo, samo še par invitov pošljem, da bodo mogoče ljudje prišli, ki jih seveda zanima ta tema, ki jih zanimajo stvari, kar se tiče religije in ki nekako pričakujejo nek relevanten in koherenten pogovor, ki imajo smisel, pač, ki bom povabil ljudi, pač, ki bi radi bili tukaj, ne ljudi, ki jih stvar ne zanima. Seveda, tudi tisti, ki jih stvar ne zanima, so dobrodošli, ampak seveda pa morajo nekako spoštovati pravila kanala in se držati pravil. Zdaj ne moramo imeti nezaželenih gostov, ki niso kulturni, ki se derejo, pač, ki ne spoštujejo drugih ljudi. Pač, ne moram jaz biti spoštljiv do nekoga, ki ni spoštljiv do mene. Zdaj, zakaj bi mogel biti, je pač mogoče stvar percepcije, ampak nekateri ljudje imajo pač probleme z dojemanjem stvarnosti. Imajo zgleda problem, mogoče imajo več vrednosti kompleks, bi jaz rekel. Pač, mogoče, ker so pač rojeni v enih kulturi, mislijo, da njim pripada v svet. Kdo bi vedel, ali pa imajo pravico soditi druge ljudi. Tudi to sem že omenil. In takih pač jaz ne bom toleriral. Takih jaz ne bom toleriral in bom pač jih odstranil z kanala, če se ne bojo lepo obnašali, če ne bojo govorili o spoštljivem tonu. Nažalost, fantje, boste mogli dol. Ne morete tukaj mi pometovati po kanalu, ker ne vem. Ni lepo od vas, tako da ja. Se pravi, danes sem imel namen govoriti o eni izmed velikih skrivnosti v religiji, sem že zadnjič odpravil to temo in jo postavil na YouTube, kar se tiče v bistvu te teme, glede krščanskega in islamskega vidika Antikrista. Sem začel govoriti tudi o judovskem vidiku, ampak bi zdaj stvar malo razširil, ker mislim, da ni dovolj obravnavana. Tudi, če je Abba Sadi govoril o tem, nekako ljudje še zmeraj pač mislim, da ne poznajo teh tekstov. Seveda poznajo to staro zavezo, ampak teh drugih tekstov, Mišne, Tanaka in teh tekstov pa nekako ljudje ne poznajo. Spravi, o enem izmed tem, ki ljudi fascinira že približno 3000 let, o Antikristu oziroma Dadžalu, v seriji epizod smo govorili prav o tem in govorili smo v krščanstvu, v islamu, zdaj bomo pa še v judovstvu. Se pravi, Antikrist je pač lik, ki je znan kot nasprotnik Kristusa, nasprotnik odrešenika. Torej, obstaja še odrešenik, Mesija v judovstvu. Kristjani verjamejo, da je Jezus Mesija in da se bo ob njegovem drugem prihodu pojavil Antikrist, ki mu bo nasprotoval. Pravzaprav je to eno izmed znamenj njegovega drugega prihoda. Tudi v islamu imamo podobnega lika. Imamo Dadžala, ki se pojavi ob koncu časov, približno v času, ko pride tudi Mehdi. Se pravi, v islamu se imenuje Masiha Dadžal je Antikrist in se pojavi pred Jezusovim prihodom, da bi ljudi zavedel in jih odvrnil od resnice. Zdaj pa pridemo do teme Antikrista ali Antimesije, ni to Antikrist, ker pač Antikrist bi bil proti Jezusu Kristu, se pravi, v tem primeru, kar se judaizma tiče, ni to Jezus, ampak je Antimesija, nekako Antimošija, ker Moše, kdo je Mojzes. Mojzes je seveda kdo je, tak, ki jih je rešil iz Egipta, kaj pa bo, kdo jih je pa rešil?
kakšen drug, ja ne, glih moj zasvetili. Se pravi, tisti, ki tega ne razumete, vam z veseljem pokličite, imate moje telefonsko, kadarkoli me lahko pokličete, ne, če vam kaj ni jasno, ne, če vam kaj konceptualno ni jasno, če bi radi rekel, da je ta zvezda od Antikrista, ni, ne, ker vam lahko tudi slike pošljem od mošej pa mažidov po svetu, ki nekako govorijo o tem, da to ni znak Antikrista, ne, da ta znak je pač geometrijski znak, ki pripada seveda mnogim stvarem, ni pa to seveda znak Antikrista. Lahko se je pa tudi uporabljal v druge namene, ampak to je pač percepcija ljudi, ne. Zdaj ne more biti, kot sem omenil, ne, že zdaj v teh epizodah, ker sem hermeticizem obravnaval. Ne mora zdaj biti pa človek lev pa desen pa ono pa ja, ne, sem pač lahko je, ne, samo ne more pa človek biti zdaj absolutna svetloba, ker kaj, ne, pač najbližje absolutni svetlobi je kdo, je pač dokaz Boga. Ne. In Bog pač dovoli ljudem, da spoznavajo skrivnosti religije in monoteizma, ampak seveda je treba v nekaterih stvareh imeti neko zdravo distanco in razumevanje, predvsem, ko komuniciramo z drugimi ljudmi. Se pravi, če pogledamo v svete spise in tudi v krščanski tradiciji, kristjani uporabljajo judovske spise, da govorijo o Antikristu in iščejo znamenja, kakšen bo in kaj bo počel. Če torej pogledamo judovske spise, lahko dejansko najdemo dokaze za takšno figuro. Naprimer, če pogledamo 7. poglavje Danielove knjige, ga pogosto primerjajo s knjigo Razodetja, da pokažejo, da obe govorita o isti figuri. Ne, se pravi, Danielova knjiga in knjiga Razodetja, to sem imel priložnost v prejšnji lekciji govoriti, ampak ponavljam, ne, da bomo šli malo globlje. Ne. Se pravi, zdaj, če vprašamo povprečnega juda, pač ki se priznava, obravnava sebe kot juda, ali poslušate razlage na internetu, kjer govorijo učenjaki, večina rabinov pravi, ne, v judovstvu nimamo koncepta proti Mesije. To je ideja, ki je nastala v krščanstvu. Namig je v bistvu takšen, da kristjani bi začeli slediti nekemu lažnivcu oziroma šarlatanu z imenom Jezus, ki je trdil, da je Mesija. Se pravi, to je neka interpretacija, ki kroži po internetu in Jezus je bil križan, umrl na križu in ni izpolnil meril, ki naj bi jih Mesija izpolnil. Seveda, to je neke vrste pač ta trigger točka med Judi in kristjani in tudi zaradi tega pač se ta dva monoteizma zgodovinsko pač zaradi takih ljudi, ki razlagajo to tako, kot ne bi smeli, seveda, se udarijo, lej, en reče, lej, jaz sem iz judovske familije, ne, ti si pa iz krščanske in zdaj razumeš kaj, in pride Jud in reče, ja, zdaj ti bom pa jaz vzel nekaj manj, ker ti verjameš v Jezusa. In to nima smisla, ne, ker zakaj, ker je bil pač ta dogodek z Jezusom je bil 2026 pa še več let nazaj, ne, tako da to ni glih v redu istočnica za imeti neko normalno debato, tako da, se pravi, Judje včasih celo pač namigujejo, ne, da kristjani so morda izumili koncept Antikrista, ne, da je krščanska domena, ne, ker so se bali, da bi prišel pravi Mesija, pač zaradi tega in so razkrili, da so v zmoti. Ne. Zato so želeli naprej trditi, da bo judovski Mesija tisti, za katerega vedo, da mora priti, da bo pravzaprav lažen. Ne. Se pravi, tudi pač, ki ne bi prišel, ki ga čakajo, tudi tisti naj bi bil lažen. Ne. Pač, je treba biti, ne, pri vratih, ko bo prišel Mesija. Ne. Je treba biti, ne, ker ne more zdaj vsak razumeti tega. Ne. In seveda imamo seveda gatekeeperje, ne, ki so vedno pri vratih. Ne. Vedno so, ko začne nekdo obravnavati take teme, ne, začnejo skomigati z rameni, pa začnejo odkimavati, pa začnejo, ne vem, govoriti drugim, dajmo človeka, ne vem, obtožiti nečesa, ne, lej, se ne morete takih stvari govoriti, ne, o naših učiteljih, ne, o naših velikih hodžah in klerikih današnjega časa, ne. Kdo pa si misli, da je, ne? Lej, če ljudje odpremo knjigo, ne, prav,
ko pogledamo judovske spise, vidimo, da pravzaprav vsebujejo to idejo o proti Mesiji. Ne vsebujejo samo idejo Mesije, ker Mošija pač pomen Mošija, pomen Mojzes, ker je on njihov ta odrešenik, ki jih je izvedel iz Egipta namreč. Se pravi, Ješua, Mašija je pa pač hebrejsko odrešenik, pač, ki je bil imenovan pač Jezus Mesija, ta Mesija, ki je bil poslan. In to je hebrejsko, kar bi mogli ljudje dojeti in pač kot takega so govorili tudi hebrejci med sabo, ampak stvar je o tem, da je Jezus govoril aramejsko, pač je govoril tudi hebrejsko, ampak pustimo to, poslan je bil pač temu ljudstvu Izraela. Sprav, ko govorimo o judovskih spisih, se tle misli na Staro zavezo, pa tudi na Midraš. Midraš je zelo pomemben tekst, ki ga je treba nekako poznati, ker je zbirka pripovedi in razlag, ki je podobna kot hadisi. Pač ta Midraš je tako, da bi poleg Korana imamo to zbirko hadisov, pripovedi teh rabinov in pač to so neka interna stvar med temi rabini, neki učenjaki. Če nekaj ni v Bibliji, reč, poglej si Midraš, tisto knjigo pa boš tam noter najdel. Sprav, ta so besedila, ki niso bila vključena v Toro ali Staro zavezo, vendar jih še vedno imajo za svete. Mi zdaj pač, tudi muslimani pač vejo, da če kaj ni v Koranu, pogledajo hadis, za kakšen zgodovinski dogodek, in imajo natančno, pogled tam in to so neke pač interni dogovori teh učenjakov, ker preučevanje arabskih učenjakov pač hadisov se mu reče ilm al-rijal. Pač ilm al-rijal je ta vedba o hadisih in tam imajo ti učenjaki priložnost primerjati te kvante. Pač, kdo je kakšen kvant nosil, pa kdo je imel kakšen kvant s kom, pa kdo je kakšnega v kvantni fiziki prekašal. To so te interne domene med arabskimi plemeni, seveda, in perzijskimi, ker je treba razumeti, da ni vseeno, ker kot sem dal dokumentarec na kanal, zdaj moramo mi razumeti, kaj se je zgodilo na Sakifi. Se pravi, kar se islama tiče, zakaj je pač ta Forever War izhaja tudi v islamu iz tistega časa. Zakaj? Ker Sakifa je bil dogodek po smrti preroka Mohameda, kjer so rekli, pač angleška beseda za nekaj, kar je gotovo, je šur. In če rečemo, da se je na Sakifi zgodila šura, vedemo, da se je to sigurno zgodilo, da je bilo to seguro, kot bi rekli Italijani, in da je bilo zihar, kot bi rekli Nemci. Ampak okej, pač kaj je bilo, namesto, da bi šla, interni dogovor je bil, da bojo nasledstvo dobili kdo, da ga bojo dobili pač nasledniki in da bojo to sajidi, da bojo sajidi teh plemen, ki so potomci preroka Mohameda. In to je zdaj celotna uma, ki bojo določili kalife s čim? S šuro. In to se ni zgodilo pred kratkim, to se je zgodilo davno tega, takoj po smrti Mohameda. Zdaj to zataškati, a ne moramo, lahko se uniči kaj dokaze o tem. Ja, ampak vedno bo nekdo, ki bo usto izročilo širilo naprej. Kako boš najdel zdaj človeku da boš odstranil mu kaj glavo in mu boš zamenil in ne bo več vedel, kaj se je zgodilo na Sakifi. Ja, ne gre to tako, In tudi ista stvar je bila pač v judaizmu, ko seveda ta folk ni priznal svojega mesije, tega Ješua HaMešije, in je pač, ker so rekli pač tudi Ponci Pilat, zdaj, lahko hvala Elnur 18. stopnjo, fena imaš, super, hvala za darila. Pač, ker rečemo, da so bili, Rimljani, to pa da Ponci Pilat, pa ono, ali Ponci, če pogledamo zadnjo Kristusovo skušnjavo, je Ponci rekel, Rimljane zdaj kriviti za to, kar se monoteizma tiče,
Japonci je rekel, tlele ga imate, smo ga pretepali, če se krval, vam dam ven, pač, ker tudi vi ste monoteisti, ampak vas bom vprašal, ker Rimljani so demokrati. Rimljani so odnegdaj veljali kot demokrati in so rekli, a ga križamo, ker je vaš mesija, je bil vam poslan po vseh regelcih. Tudi Ponci Pilat je vedel, ker je tudi njegova žena od Poncija mu je to govorila, da povej in ker tlele piše, je tudi ona bila pismena glede teh stvari in je vedela, da potem ne morajo govoriti, da niso vedeli, kaj je, o čem se gre. In seveda, potem se je zgodilo, kar se je zgodilo in na to pač je šla ta zgodba naprej. In zdaj kriviti za to današnje potomce je seveda nesmiselno, ampak se delati nevedno je pa tudi nesmiselno, če razumete, kaj govorim. Ne morem zdaj, jaz pa si zatisnem oči pa se delati, da tega ne vem. Mislim, težko. Se pravi, gremo zdaj pogledati te tekste, se pravi Midraš, da ne okolišimo, ker poglejmo najprej, kaj je zapisano v Stari zavezi, da bomo videli, kaj Judje smatrajo kot antimesijo. Se pravi, po čem je bil mogoče kriterij teh stvari, ki jih je videl, ki so jih pač ljudstvo Judeje, ki so bili Judje, seveda je bilo to Južno kraljestvo, kaj so oni videli kot antimesijo in mogoče gremo ugotoviti, zakaj so sklepali, da Jezus ni ta pravni, zakaj so ga hoteli obtožiti in kakšne kriterije so mogoče uporabljali. Da pogledamo, se pravi Danielova knjiga, se pravi razlaga sam Daniel 7. Evo. Vers 20. Želel sem tudi vedeti o 10 rogovih na njegovi glavi in o drugem rogu, ki je zrasel in pred katerim so 3 padli, rogu, ki je bil videti mogočejši od drugih in je imel oči ter usta, ki so govorila ošabne besede. Medtem ko se gledal, da je ta rog voskoval proti svetemu ljudstvu in ga premagoval, dokler ni prišel prav davni in izrekel sodbo v korist svetega ljudstva najvišjega. In je prišel čas, ko so prevzeli kraljestvo. Se pravi, tako mi je razložil. 4. zver je 4. kraljestvo, ki se bo pojavilo na zemlji, različno bo od vseh drugih kraljestv in bo požrlo vso zemljo, jo poteptalo in zdrobilo. 10 rogov pomeni 10 kraljev, ki bodo išli iz tega kraljestva. Za njimi bo ostal drug kralj, drugačen od prejšnjih, in podredil 3 kralje. Govoril bo proti najvišjemu, zatiral bo njegove svete in poskušal spremeniti čase in postavo. Sveti bodo izrečeni v njegove roke za čas, čase in pol časa. Toda sodišče bo sedlo, njegova oblast bo odvzeta in popolnoma uničena za vedno. Potem bodo kraljestvo, oblast in veličastvo vseh kraljestv pod nebom izročeni svetemu ljudstvu najvišjega. Njegovo kraljestvo bo večno kraljestvo in vsi vladarji mu bodo služili in ga ubogali. Tu se zadeva konča. Daniel je bil zelo vznemirjen zaradi svojih misli, obraz mu je pobledel, vendar je stvar ohranil zase. Tukaj se konča, se pravi, vers od 20 do 28, 7. Daniel, se pravi, Daniel 7. knjiga, v bistvu 7. poglavje knjiga, se pravi, ker je samo eno Danielova. Se pravi, to je ta Daniel 7. Zanimivo pri tem videnju je, da najprej opiše samo videnje, na to pa tudi razlaga. V njem vidiš 4 različne zveri, se pravi, razlaga pravi, da vsaka predstavlja kralja oziroma kraljestvo določenega obdobja. Potem pa je tu posebna zver, se pravi, drugačna od ostalih z 10 rogovi. Ti rogovi predstavljajo 10 kraljev. Zadnji, mali rog pa je ošaben in kaj? Izziva Boga. Se pravi, mali rog je seveda izziva Boga. Ta lik želi zavajati ljudi in ima nadzor nad svetom. Pogosto ga razumejo kot nekakšnega antimesijo ali celo kot
sina Satana, ne, po Danielovi knjigi. Ne. In gremo naprej na Daniela 8, se pravi, malo parafraziram to lekcijo, ki je imel Amazadi. Se pravi, ne zato, ker moram, ampak pač seveda ne vem cele knjige na pamet, ne, tudi zaradi tega to delam, ne, ampak ne zaradi tega, ker bi mogel to delati, ampak da primerjamo stvari, ne, da vemo, o čem govorimo, ker ne moramo tle neki na pamet govoriti, ne, da govorim jaz tle neki na pamet, da ljudje, ne vem, potem sklepajo, da se jaz nekaj domišljam. Ja ne moram, ne, prav zaradi tega imam malo plonk cegelce in kaj zdaj, ne. Pač moram vedeti, neko istočnico moram imeti, ampak zakaj? Zato, ker imam premalo gostov, mislim, imam jih veliko, samo so nasilni, ne, so nasilni mislim, agresivni so, ne, agresivni so in jaz sem zelo težko neagresiven do nekoga, ki je agresiven do mene, ne, in pač skušamo stati miren in tako je to, ne, kaj ćemo zdaj, ne. Se pravi, gremo naprej. Sledi Danielovo videnje o ovnu in kozlu, se pravi, v svojem videnju sem se videl v trdnjavi Susa v pokrajini Elam. Se pravi, stal sem ob kanalu Ulaj, ne, če Ulaj je precej blizu neki daljnemu vzhodu, ne, Ulaj, ampak dajmo počakati, ne. Pogledal sem in videl ovna z 2 rogovoma. S tem opisuje boj med ovnom in kozlom, vzpon velikega roga, njegov zlom in nastanek 4 rogov. Ne. Malo misterijev, ampak gremo pogledati. Iz enega izmed njih je zrasel še en rog. Sprva majhen, vendar je postal zelo močan proti jugu, vzhodu in proti čudoviti, pač te obljubljeni deželi. Zrasel je do nebesne vojske in nekak 3 zvezde vrgel na zemljo ter jih poteptal. Vzdignil se celo nad poveljnika gospodove vojske, odpravil vsakodnevno daritev in porušil svetišče. Zaradi upora so mu bili izročeni gospodovo ljudstvo in daritve. Vsem je uspeval in resnica je bila vržena na tla. Pravi, ko je slišal svetnika govoriti, je drugi svetnik vprašal, kako dolgo bo trajalo to videnje. Odgovor je bil 2400 večerov in jutr, potem bo svetišče ponovno posvečeno. Nato je angel Gabriel Danielu razložil videnje in povedal, da se nanaša na čas konca. Da je to čas konca in seveda angel mu je to rekel. In nekateri govorijo, ta angel je bil Jezus. Ne? In na koncu pač ugotovimo, da je bil pač angel Gabriel. Se pravi, angel Gabriel je kaj? Ta Gabriel je pač je reinkarnacija Jezusa v stvari. Pač to, ta glas, ki govori, ne, pač, ker je angel, je povedal Danielu, da je to na koncu časa. Ne. In dobro, ne, tukaj vidimo, da Daniel nima samo enih sanj, ne, o tem uporniškem kralju, tem zlobnem vladarju, ima celo vrsto videnj v stvari. Ne. Se pravi, v Danielu 8 je jasno povedano, da se videnje nanaša na oddaljeno prihodnost. Ne? To je enkrat v prihodnosti, ne na Danielov čas, ne? To je en drug čas. Ne? Vemo tudi, da se ta kralj bori proti knezov. Ne? Kdo je to za Jude? In kdo je to za Jude? Se pravi, to je Mesija. Ne? In tle imamo problem, ne? Ker pač govori o uporniškem kralju. Ne? In je to Mesija, ne? Torej je kralj, ki se bori proti Mesiji, logično kaj je anti-Mesija. Zdaj to, ki je njim poslan in je v ljudstvu, ki verjame v Boga, problem. Ne? In potem, ne, se pravi, kaj prav. Kralj bo delal, kar bo hotel, povzdignil se bo nad vsakega boga in govoril neverjetne stvari proti Bogu bogov, uspeval bo, dokler se čas jeze ne izpolni. Ne bo spoštoval bogov svojih očetov, niti tistega, ki ga želijo ženske. Povzdignil se bo nad vse bogove. Napadal bo najmočnejše trdnjave s pomočjo tujega boga, tiste, ki ga priznajo, bo nagradil z oblastjo in jim razdelil deželo. Ob času konca ga bo napadel kralj juga, kralj severa pa bo planil nam z vozovi, konjenico in ladjami. Preplavil bo številne dežele, a na koncu bo prišel njegov konec in nihče mu ne bo pomagal. Se pravi, to je velika prelodba, kristjani prav ta del, kralj, ki se povzdigne, razumejo pač kot opis antikrista.
Judje pa te sanje pogosto razlagajo kot politične dogodke, ki so se zgodili kmalu po Danijelovem času. Ker Danijel v besedilu ne omenja natančnih imen kraljev ali imperijev, jih razlagajo kot zgodovinske dogodke. In kristjani pa to razumejo drugače in menijo, da se nanaša na Antikrista. Razlog, da so v to tako prepričani, je, da obstajajo sklici na ta poglavja v Evangeliju, po Mateju, Marku in Luku, ter kje v knjigi Razodetja. In to je pač neko dejstvo. Zdaj, nekdo pač tudi učenjak, recimo ne more zdaj kristjani reči, tega pa ni v Novi zavezi. Ja je v Mateju, Marku in Lukatu in v knjigi Razodetja. Se pravi, kaj je zdaj problem? Se pravi, pravzaprav je zanimivo, da v stari zavezi skoraj ni drugih mest. Kolikor sem koliko ljudje vidijo te stvari, je to predvsem v Danijelovi knjigi. Je to v knjigi, ki je tam, ki jo poznajo kristjani in Judje. In zdaj, da kristjani in Judje rečejo, da tega ni tam. Mislim, kako je to možno? Kako je to sploh mogoče, da bi nekdo, ki je v judaizmu, rekel zdaj pa, nekdo je pa antimesija, ampak priznavajo pač, da so Hebrejci isto pač to dojemajo Boga in imajo tudi svojega mesijo in antimesijo. Kako je zdaj ta človek antimesija, ki je ta antikrist? In ker pač mesija pomeni mošija, je ista stvar. In zdaj to razumeti, mislim, če mi vzeti slovar Bena Jahude v roke, pa vam tle razlagati, ker pač ne znam hebrejsko, mi morate oprostiti. Nisem rabin, pač tudi tak akademik nisem, ampak kaj smo zdaj, ne morem zdaj iti v šolo pri 40 pa diplome dobiti. Ampak vam pa to mora biti jasno, in tem akademikom, ki hodijo okoli po svetu. Se pravi, in v Danijelovi knjigi piše kaj, da takrat bo vstal Mihael, Michael, angel Mihael, veliki knez, ki varuje tvoje ljudstvo. Nastopil bo čas stiske, kakršnega ni bilo od začetka narodov do tedaj. Evo vprašanje Kanaja. Ne, prijatelj, nisem v sekti, ker v sekti ste vsi drugi. Se pravi, zakaj ste vsi drugi? Zaradi tega, ker ta ta kongregacija muslimanov je v stvari nekaj, kar je prerok Mohamed se ni strinjal s tem. Ker prerok Mohamed je določil koga za svojega naslednjega? Alija. Se pravi, določil je Alija in Ali sam je prišel s knjigo, se pravi s Koranom, s celotnim Koranom. In ta kongregacija muslimanov je rekla, ne, mi tega Korana ne rabimo in pač so rekli, prav, pa ga ne boste videli. In kaj se je potem zgodilo? Potem je seveda nastala zmešnjava kot za časa Salomonovega kraljestva. Zdaj, za časa Salomonovega kraljestva, veš kaj je bilo? So vsi okoli laufali, pa delali čarovniške trike. So zdaj klicali, se bo zdaj spustili, zdaj bo preleteli. To, kar pač ti verjameš svojim učenjakom. Zdaj, kaj ima to veze, koliko je nas? A bi rad kaj povedal, da je vas več, pa da si hočeš biti nevaren zgledati, kaj? Mislim, če bi rad kaj povedal, prid na kanal pa povej, ne bi zdaj s temi večvrednostnimi kompleksi prihajati na dan. Kaj ima to sploh veze? Mi imamo člane in vernike po vseh koncih sveta. Mogoče je celo tvoj sosed naš podpornik. Mogoče ti bo glih zdaj potrko na vlata. Ampak, če te to skrbi, ne se sekirati prijatelj, ne se preveč sekirati okoli tega, koliko nas je, pa ne biti preveč nevaren. A veš, ker jaz tle razlagam ene splošne stvari o religiji in nočem nobenemu nič. Če pa ti hočeš kaj povedati, pa si vabljen, ne vem, če te kaj zanima. Kaj je to? Mislim, a imaš probleme z Ljubljano? Prej v Ljubljano pa nared kaj, te vabim na pohod po Ljubljani, če bi rad kaj povedal. Lahko pa tudi še kakšno napišeš in te bom odstranil z kanala, ker postaješ nesramen. Če bi pa rad grozil, te bom pa prav tako odstranil z kanala. Bi rad kaj dobil pač
kakšen band, ali bi rad, da to vse, aha, ok. Izgleda, da moram gospoda Kanaja 23, je prišel z gas masko na kanal, ne? Se pravi, s to wrestling špansko masko, se mu opravičujem. Ne? Res, sinko, zgledaš nevaren, žal mi je, da te ne vidim v živo, ker si pač prenevaren, zate je prenevarno, ne? Da bi se na netu kazal v živo, ne? Z normalno faco, ne? Ampak moraš priti z masko gor. Seveda lahko greš ti v sarkazme in te zadeve, ampak lej, ni to moj namen, ne? Ker tele bi govoril o nekih resnih stvareh, lahko se pa tudi gremo šaliti na druge kanale. Ne? Lahko tudi kakšno šaljivo pesem naredimo o tem, ne? Kako si ti meni smešen in kako si nedozorel, ker boš šel z vetrom tam, kjer greš proti vetru, se olajšati tam, kjer ne bi smel. Ne? Zdaj, če razumeš, kaj ti govorim, ni lahko proti vetru se iti olajšati. Ne? Ker zunaj piha veter in ti ne boš sveti Peter, ampak se bom jaz olajšal, ker tebe ne bom več poslušal. Adijo, čao, salam aleikum in da te ne vidim več. Ne? Vidiš, se znam tudi jaz sam vseb nasmejati, ne? Upam, da ti je bilo zabavno, tako kot je bilo meni, ne? Ampak lahko boš povedal to sa svojim prijateljem, pa kaj boš naredil, ne? Boš mogoče kaj vzel eno paličko, pa si začel vrzati po nosu, ja ne meni tle prodajati, da ti kaj veš, ne? Ali pa da boš ti zdaj, ki imaš polna jajca, pa misliš, da si vso pamet pobral, da imaš pravico drugim ljudem sredi po kanalu. Ne? Adijo, čao, si razumel, nočem te videti, nočem videti tvojih prijateljev, nočem videti nobenega od vas, da zelo daleč od tega kanala ostanite. Hvala. Dobar, se pravi, Mihael prav, ko on pride pač v tej Danielovi knjigi, pravi, da bo rešeno njegovo ljudstvo. Ne? Vsak, čigar ime je zapisano v knjigi, mnogi, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili, pravi Danielova knjiga, ne? Eni za večno življenje, drugi za sramoto in večno preziranje. Modri bodo sijali kakor svetloba neba, tisti, ki mnoge vodijo v pravičnost, pa kakor zvezde na veke vekov, ne, v Danielovi knjigi. To, da ti, Daniel, zapri besedo in zapečati knjigo do časa konca. Mnogi bodo raziskovali in znanje se bo povečalo. Od časa, ko bo odpravljena vsakodnevna daritev in postavljena gnusoba opustošenja, bo minilo 1290 dni, blagor tistemu, ki počaka in doseže 1335 dni. Ne. To je neko štetje, ne. V knjigi številki imajo pomen pač v teh ritualih judaizma, ne. Pač rabini seveda današnji jemljajo to prekleto resno, ne. Ker uresničujejo pač neke stvari, ki jih oni delajo po njihovem štetju, ker pač drugače štejejo oni čas, kot gre ta ura, ki pač jo imamo na rokah, pač zdaj je ura 70 zvečer v Angliji, v Evropi je nekako 80. Ne. Ampak ti ljudje pač po prerobi iz Daniela štejejo drugače čas. Ne. In to je treba razumeti. In so oni pač, ko govorim jaz o imamu časa, ne, da je moj imam časa, je ambasadik. Ne. Zdaj za juda, nekega juda, ortodoksnega ali pa ne pač pravoslavnega, ali pa pravovernega juda, je njegov imam, njegov rabin, ne, pač je nekdo, njegov učitelj je pač njegov imam, ne, je ta, ki je za njega, pač in če bo ta rabin rekel, pač jaz pa zdaj takole pa takole štejem čas. Ne. Zdaj je za me, rabin, ura je 4 zjutraj, zelo bi se malo legel, ne, ker je noč. Ne. Reče rabin, jaz pa zdaj mislim, da ni pravi čas, da se uležeš, ker jaz drugače štejem čas, kot si ti predstavljaš. Ne. In tudi tukaj, ne, v Danielu vidimo sklicno osebo, ki odpravi vsakodnevne daritve in postavi gnusobo opustošenja, dobimo pač celotni časovni okvir, ne? Dobimo približno 1290 dni. Ne? Če bi imeli samo to, bi lahko z judovskega stališča rekli, da judovstvo pravzaprav nima jasnega koncepta proti misije oziroma antikrista. Ne? Da tu nekako, če bi gledali, če bi imeli samo to, ne? Če bi gledali samo to, ne bi vedeli. Če bi gledali samo Daniela, tega ne bi mogli trditi.
Bomo šli pa naprej, ne? Se pravi, še enkrat potem vidimo, ne? Če gremo na naslednjo poglavje, vidimo, da imamo v 12. poglavju Danielova knjiga sklicevanje na to osebo, ki ukinja vsakodnevne daritve in postavlja glasovbo v opustošenje. Tukaj je zanimiva stvar. Poleg stare zaveze, se pravi, obstajajo tudi drugi spisi. Ne? In vidimo tukaj, da ta lik, ki je v teh judovskih spisih, prav v Midrašu in Talmudu, je kdo? Je v judovskih virih znan kot Armilus. Ne? Se pravi, Armilus, v judovski apokaliptični tradiciji je Armilus opisan kot zlobni kralj, ki se bo pojavil ob koncu časa. Bil bo sovražnik Boga in sovražnik Mesije, zbral bo vojsko in bojeval se bo proti pravičnim. Ne? In to je zdaj pomembno, ne? Zdaj, tega v Tori ni, ne? Zdaj, ki bo nekdo slišal Armilus. Ne? Bote šli zdaj gledati Biblijo, ja, ne boste najdeli. Ne? Morate vzeti Midraš, Tanak ali Talmud. Ne, babilonski, mogoče tudi babilonski, sem dvomil. Babilonski ima bolj, ne bi šel. Vzajte tega bolj jeruzalemskega, ne vem, kako se mu reče, tega, ki ni v izgnanstvu napisan. Ne. Se pravi, Armilus, v judovski apokaliptični tradiciji je Armilus zapisan kot zlobni kralj, ki bo zbral to vojsko. Ne. Po nekaterih pripovedih bo Armilus celo ubil enega izmed mesijanskih likov, ne, ki se v judovski tradiciji imenuje Mesija, sin Jožefa, se pravi, ki je Mesija ben Josef, se pravi, on je Mesija ben Jožef, se pravi, je od Jožefa, kot bi rekel, ali Ibn Abi Talib, ne, arabsko, ne, isto semitska primerjava, se pravi, in ta Mesija naj bi prišel pred glavnim Mesijo sinom Davida, ki je Mesija ben David, ne, se pravi, najprej naj bi prišel Mesija ben Jožef, no tu pa ne bi prišel Mesija ben David. Zakaj? Ne? Po preprostem principu, ker je bil Jožef pač pred Davidom, ne? Čist zaradi tega. Ne? Torej, po tej tradiciji, mislim, je logično, če ne, vam ni logično, napište mi, bomo vse razložili, lahko tudi, če me boste financirali, lahko imamo lekcije skupaj, ne? Bomo imeli lekcije o Bibliji, se bomo pogovarjali o svetih spisih, si bomo vzeli čas za vas, lejte, če ste ignorantni, ne, če ne razumete, če bi radi razlagal, lahko imamo skupaj ure z mano, evo, preživljamo, da vam bom razlagal stvari, da odpravimo to famo, ne, to famoznost teh učenjakov, ki so vse vedni, ne, pa pač da razložimo stvari, da rečemo dobu dob, ne, da rečemo, da obstajata po judovski tradiciji, nedvomno, vprašajte rabine, ne, obstajate Mesija ben Jožef, ki se bori v bitkah in lahko umre, se pravi smrtni Jožef, in obstaja kdo? Mesija ben David, ne, ki pride kasneje in dokončno vzpostavi Božje kraljestvo. Se pravi, od Davida Mesije ta pa bo, ne, Božje kraljestvo. Ampak ne vem, zakaj pač bi mogel biti nesmrten dober. To je mogoče malo abstraktno, ta nesmrtnost, ampak dajmo pustiti temu odprto za kdaj drugič, ne? Če bo kdo kasneje gledal ta stream. Ne? In se pravi, Armilus je pa tisti zlobni kralj, ki se upre Bogu, se pravi, in se bori proti tema dvema, ne? Proti obema, ne? Proti Ben Jožefu in Ben Davidu, kakšno pol, se pravi, Armilus bo ta, ne? In kdo je zdaj ta Armilus, ne? In seveda je to zelo zanimivo, ne? Zdaj nekoga pač, to je isto zdaj, ki se ga išče, ne? Kdo bo ta bil, ne? Ki se bo boril proti tem. Se pravi, to je razlog, zaradi kateri raziskovalci pravijo, da ideja Antikrista pravzaprav ni nastala v krščanstvu. Morda ima korenine že v starejših judovskih tradicijah o zlobnem kralju ob koncu časa. Ta lik, bodi si ga imenujemo Mali rok v Danielu, ki se povzdigne, ali Armilus v rabinskih besedilih, ima zelo podobne značilnosti. Pravi, ne, evo, Mali rok, Armilus in se pravi tudi v Midrašu je ta zelo podobne značilnosti. In vedno gre za voditelja, ki se povzdigne nad Boga, zavaja ljudi, preganja Božje ljudstvo in na koncu pride v konflikt z Mesijo, ne, pač po monoteizmu pride v konflikt s tem Mesijo. In na koncu je pač
poražen, ne, po teh svetih spisih. Ne. In to je zelo pomembno, v vseh teh tradicijah je končni izid tisti in isti. Ne. Ta zlobni vladar je na koncu uničen. Ne. V Danijelovi knjigi vidimo, da je njegova oblast odvzeta in uničena, v judovski tradiciji je Arminus poražen strani Mesije. Ne. In tudi v drugih religijah, seveda, o čemer pač smo govorili in mogoče še bomo, ne, če bo koga zanimalo. Če povzamemo, čeprav nekateri judovski učenjaki pravijo, da judovstvo nima ideje o proti Mesiji, obstajajo besedila, ki nakazujejo na zelo podobno figuro. In to govorimo vse te tri tradicije, ne, se pravi judovsko, krščanstvo in islam, govorijo o obdobju velike preizkušnje ob koncu časov, o zlobnem voditelju, ki zavaja ljudi in o končni zmagi Boga ter pravičnih. In se pravi, to še ni konc zdaj razprave, ker bi rad šel še naprej, ne, ker če pogledamo pač rabinske zapise, ne, je zelo podobno, ne, pač, da je to, ne vem, da se Antikrist v novi zavezi pojavi kot v krščanstvu. Ne. Nekdo, ki bo zavajal narod, izvajal čudeže ali znamenja, zahteval čaščenje in preganjal vernike. Ne. Zakaj je zdaj to pomembno? Ne? Ker je v obeh pač primerih beseda Antikrist pač sama po sebi v novi zavezi ni uporabljena pač zelo pogosto. Pravzaprav se pojavi predvsem v čem? V pismih koga? Apostola Janeza. Ne? V tem pismih je Antikrist opisan kot tisti, ki zanika Kristusa in zavaja ljudi. Ne? Se pravi, v tem Janez je prispad pač v Razodetju, ne? V knjigi Razodetja, in ta knjiga je ta pač Razodetje, ker tudi Koran, moramo razumeti, to je razodetje, ne? Ker, zakaj? Ker je prihajalo postopoma, pač apokalipsa pomeni, da prihaja po kosih, to razodetje. Ne? Imamo tudi knjigo Razodetje, ker se pojavi zver, ki ima tudi zelo podobne lastnosti. Sprav, to so rogovi, v Danijelovi knjigi so rogovi, kaj je pa zver. Ne? In veliko kristjanov povezuje zver razodetje, ne? Pač z Antikristom. Tam je opisana figura, ki ima ogromno politično in versko moč ter vlada nad velikim delom sveta. Prav tako vidimo številne podobnosti z Danijelovo knjigo, zlasti simbolov zveri, rogov in kraljestev. Torej lahko rečemo, da je Danijelova knjiga nekakšen temelj za poznejše razlage Antikrista. Poznejše razlage izhajajo iz same Danijelove knjige, se pravi, ti razlagalci, ti rabini, iz kje so črpali? Iz knjige Danijela, ne? So pač črpali svoje znanje in podajali naprej. Ne? Sprav, Jezus v evangeljih dejansko, tudi Jezus sam citira Danijela. Ne? To pomeni, da so prvi kristjani razumeli Danijelove prerokbe kot pomembne za razumevanje prihodnih dogodkov. Ne? In kaj pravi Nova zaveza, kaj so zgodnji kristjani, kako so zgodnji kristjani, se pravi ne kristjani, ne? Ker ta termin kristjani je bil, ko je bil Rim, ko je sprejel krščanstvo, ne? In je rekel pač temu, v koga veruješ, ne? Ko si se mogel opredeliti, lej. Rimljanom je bilo preprosto to določiti. Še danes, ne, v demokraciji, ali se moraš opredeliti, ne? A si musliman, ali si krščan, ali si jud, ne? Te vprašajo. Jaz sem pravi musliman, pravi krščan in pravi jud. Ne? Zakaj? Zato, ker razumem religijo. Iz preprostega vzroka. Ne? In tudi v Rimu starem ni bilo kaj drugače. So rekli, lej, mi Rimljani, ne, imamo tamle tempelj Bala, imamo tempelj Jupitra, pa imamo tempelj Marsa. Ne. Imaš kakšen problem s tem? Lahko si krščan, ni problema, samo tamle imaš, se lahko zbirate, ni problema. Super, ampak ne se mešati kaj preveč v naše posle. Ne se mešati v posle Rima, prijatelj, ker se nobeno ne bo dobro pisalo. Ne. Te stvari so nekako znane, ne, kako je bilo v preteklosti. Ne. Se pravi, to so stvari, ki jih je pomembno razumeti, ne? Da kdo si preveč ne domišlja, kako je nekdo, ne vem, kaj preveč pameti pojedel. Ne? Tako da imejmo eno zdravo distanco, ko razlagamo te stvari. Dajmo govoriti pač o tekstih, se omejiti na to, in če imate kakšno vprašanje, dajmo ga vprašati. Ne? Evo, G-Rock se je vrnil. Hello G-Rock v komentarjih, kako je?
J-Rock prav, praise the true Almighty God, rejoice for our redemption, your redemption. Which one is it? Was it be like a Red Dead redemption, or was it be other redemption? You know, like it was be like rebellious redemption. I mean, I'm curious, which redemption will it be today? Because redemption is, I mean, if you're having a hard time, I'm with you, brother. I'm not against you. Like redemption, it's not so nice, but here it is. Like. If you're a monotheist, good luck. Good luck. I'm not in the same boat as you because my teacher is Abba Sadiq, but let's have sympathy for you. But if you want to explain something because you're being nice, you're always welcome to drop by because I'm not having a problem with dropping that comment here. So, prav, ko primerjamo te stvari, je treba te stvari razumeti, o Jožefu in Davidu in o vseh teh stvareh. In na koncu seveda je zanimivo, da ko govorimo o teh stvareh, je treba razumeti, da živimo v času, ko se veliko stvari na svetu hitro spreminja. Se pravi, če pogledamo stvari, ki so se dogajale v prejšnjem tednu, se pravi, v mnogih religijah obstaja prepričanje, da se bodo pred koncem časov, kot sem rekel, pojavili mnogi znaki. In namen je seveda, da bi ljudi, mi se pravi, vsi prizadevamo, da bi ljudi spodbudili k moralnosti, veri in pravičnosti. Veliko verskih učenjakov poudarja, da je pomembneje živeti pravično življenje, kot pa poskušati natančno določiti, kdaj se bodo zgodili dogodki konca časov. In seveda, zakaj? Ker samo, tudi Jezus je rekel, samo bo gospodar ve, kdaj bo prišla ura, ne jaz. Ko si prijel, gospod, kdaj bo ura, lej, se zbirajo oblaki, ja. Ne more Jezus tudi rekel, učenec, Jezusa, poslušaj, samo Bog gor ve, oče ve, kdaj bo ura. Ne mene spraševati, Mohamed je rekel isto, lej, sinko, pač te dogodki se sledijo kot recimo na rožnem vencu, na temu, ki tazbih delamo od Fatime Zahre, pač kot te beads on the necklace, si to sledi, ker ti dogodki pač si sledijo tako in si bodo sledili vedno hitreje in na koncu bo to tako očitno kot ledenje, kot plamen ognja, ko se bo plamen ognja razplamtel, bo čas zelo kratek, in to pač, ker hudič ve, da je čas kratek, je smiselno je, ker pač, ko je nekdo prikrajšan za svoj čas, mu ni lahko, in to je v nekem nekih stvarih, nekaterim je jasno, drugim ni, zdaj se kregati o tem, ne bom šel pregloboko, ampak to bi bilo toliko za danes. Upam, da sem obdelal, sem vesel, da nisem imel preveč gostov, ker sem imel priložnost obdelati to zadnje poglavje o antikristu judaizmu. In če me kdo, vsake me vpraša, bom rekel, tamle je epizoda o antikristu, tlele je, mislim, da je dovolj dobro pojasnjeno, brez kakšnih upadov, preveč agresivnih ni bilo. Tako da ja, hvala vsem, ki ste bili z nami, hvala, ker sledite kanalu in lep pozdrav, lep večer vam želim in mir z vami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salam Mohamed wa ali Mohamed, Allahima wal Megdin, wa salam teslima. Lep pozdrav.